Lepo pozdravljeni, danes si bomo pogledali eno res temeljno spremembo v izobraževanju, posebej pri naravoslovju. Gre za premik od tistega klasičnega učenja dejstev na pamet k nečemu povsem drugemu, k učenju, kako dejansko razmišljati kot znanstvenik. Začnimo kar takole, s tole številko. 86%. Le kaj bi to lahko pomenilo, če govorimo o pouku naravoslovja? No, to vprašanje nas v bistvu pripelje naravnost do jedra problema, ki so ga zaznali v slovenskem šolstvu. Pa si poglejmo, kaj se skriva za tem. Torej, prvi izziv, naravoslovna pismenost. Tukaj bomo raziskali, zakaj obstaja ta morda presenetljiv razkorak med tem, da nekaj veš, in tem, da znaš znanstveno razmišljati. In evo, tukaj je odgovor. Tistih 86%, to so dijaki, ki po mednarodnih raziskavah, kot je PISA, dosegajo le, recimo temu, temeljno raven znanja. To pomeni, da so v povprečju sicer kar dobri, ampak ko pride do kakšnih bolj zapletenih, zahtevnejših nalog, takrat pa se zatakne. In kje je pravzaprav težava? Pogosto v temle. Na eni strani imamo pasivno učenje, kjer se dejstva pač pomnijo, učitelj razlaga, na drugi pa aktivno razmišljanje, kjer je treba znanje uporabiti, kjer dijak sam nekaj odkriva. In ravno ta razkorak med pomnjenjem in dejansko uporabo znanja je tisto, kar tradicionalne metode včasih povzročajo. Dobro, kako torej premostiti to vrzel? Rešitev se skriva v enom ključnem orodju za razmišljanje. Gre za to, da se nehamo osredotočati na to, kaj naj bi mislili, ampak se začnemo učiti, kako misliti. In tu orodje je seveda znanstvena metoda. Ampak pozor, to ni nekaj, kar je rezervirano samo za znanstvenike v belih haljah, sploh ne. To je pravzaprav en super okvir za vsakoga, ki ga kaj zanima in želi priti stvarem do dna, postavljati vprašanja in iskati odgovore. Najbolje si jo je predstavljati kot nekakšen set orodij za našo radovednost. Ali pa še bolje, kot recept za odkrivanje. In kot vsak dober recept ima tudi ta svoje korake. Poglejmo, kakšni so. Gremo torej po vrsti. Poglejmo si, kako ta metoda deluje v praksi. Vse se vedno začne z opazovanjem. Nekaj vidimo, nekaj nas zmoti in postavimo si vprašanje. Potem sledi ključni del, postavitev hipoteze. Sledi seveda eksperiment, da to hipotezo preverimo. Nato zberemo in analiziramo podatke. In na koncu pridemo do sklepa. Preprosto, kaj ne? Ampak ustavimo se za trenutek pri hipotezi. To je res pomembno. Hipoteza ni kar neko ugibanje na slepo. Sploh ne. To je pravzaprav utemeljena domneva. Nekakšna izobražena napoved, ki jo lahko preverimo. In najboljše hipoteze imajo pogosto tole obliko. Če, potem. Poglejmo primer s plesnjo na kruhu. Hipoteza bi se glasila, če se temperatura poveča, potem se bo tudi količina plesni na kruhu povečala. Jasno, preprosto in kar je najpomembneje, merljivo. Vse to se morda sliši malo teoretično, ampak pozor, ta pristop ni več samo na papirju. Poglejmo, kako se pot od eksperimenta do znanja že dogaja v naših učilnicah. In takole to izgleda v praksi. Super, kaj ne? Namesto suhoparnega branja iz učbenikov, dijaki dobijo v roke takšne le konkrete za mikroposkuse. So preprosti, niso dragi in omogočajo, da vsak sam izvede svojo majhno raziskavo. Tukaj pa vidimo dijake med delom. Ključno je to, da niso samo pasivni opazovalci neke demonstracije. Ne, oni so aktivni. Sami opazujejo, sami merjajo, sami zapisujejo podatke, so v središču dogajanja. In s takim praktičnim delom se gradi nekaj, čemur strokovnjaki pravijo naravoslovne kompetence. Sliši se zapleteno, ampak v resnici gre za praktične veščine. In to je tisto, kar je pravi cilj, da nekaj dejansko znaš narediti, ne samo, da o tem veš. Še ena zelo zanimiva stvar je, kako se te nove veščine ocenjujejo. Tabela lepo pokaže. Ne gleda se več samo končni rezultat, ali je odgovor pravilen ali napačen. Ne, ocenjuje se celoten proces, od tega, kako je nekdo načrtoval poskus, kako je zbiral podatke, pa vse do tega, kako spretno je delal v laboratoriju. Dobro, zdaj pa poglejmo širšo sliko. Zakaj je vse to sploh pomembno? Ker cilj, vidite, ni samo to, da bi imeli dijake, ki dobijo petico pri kemiji. Sploh ne. Gre za nekaj veliko večjega. Gre za to, da vzgajamo radovedne ljudi.
kritične mislice, ljudi, ki znajo analizirati informacije in reševati probleme. In to ne samo v šoli, ampak povsod v življenju. In ko potegnemo črto, takšen pristop pomaga ustvariti družbo, ki je naravoslovno pismena. In to je danes, z vsemi izzivi, od podnebnih sprememb do zdravja, absolutno ključno za trajnostni razvoj. In za konec še misel v premislek. Znanstvena metoda je, kot smo videli, res univerzalno orodje za razumevanje sveta okoli nas. Zato je morda pravo vprašanje za konec: katero vprašanje v svetu, ki nas že dolgo bega, bi se splačalo raziskati s to metodo?